Do danes so ljudje dejansko dosegli le zelo majhen del globin Zemlje. Pravzaprav je najgloblja vrtina, ki smo naredili, globoka le nekaj več kot 12 km. To se zdi zelo globoko, vendar še vedno ni dosegnil Zemljine skorje. To pomeni, da je celo najgloblja luknja, ki jo je ustvaril človek, le majhna praska na površini ogromnega planeta. In za tiste, ki ne vedo, ima naš planet Zemlja 4 glavne plasti: skorjo, plašč, zunanjo sredico in notranjo sredico. Notranja sredica je najsrediščnejši del planeta. In če bi poskušal kopati, da bi dosegel notranjo sredico, bi moral kopati do globine približno 6371 km. Ampak to je skoraj nemogoče, saj se s povečevanjem globine zvišujeta temperatura in pritisk. Zato je še težje ohranjati svetlobo, zrak, komunikacijo in ustrezno opremo. Že majhna napaka je lahko razlog, da se nikoli več ne vrneš na površje. In v tem videu bomo obravnavali 10 najglobljih in najbolj nevarnih krajev na svetu, ki so jih ljudje poskušali raziskati s preprosto opremo, sodobnimi roboti, podmornicami in zmogljivimi vrtalnimi stroji. Zato začnimo. Številka 10. Najgloblji vodnjak, ki je bil kdaj izkopan ročno. V Woodingdonu, Anglija, je vodnjak, ki je dosegel globino skoraj 392 metrov. Začeli so ga kopati leta 1858. Da bi imeli vodo v ubožnici, kjer so takrat prebivali in delali revni ljudje. Mislili so, da bodo hitro prišli do potalnice. Vendar so ves čas kopali skozi debelo in suho kredo. Skoraj 4 leta so delali samo z lopato, krampom, vrvjo in vedri. Delavce so spuščali v ozko luknjo. Izkopano zemljo in kamenje so nato vlekli navzgor. Dne 16. marca 1862 so končno prišli do vode. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je vodnjak Woodingdon dosegel globino 391,6 metra. To je še vedno najgloblji vodnjak, izkopan ročno. Pa je globlji od višine Eifflovega stolpa. Toda najpomembnejši del zgodbe ni le njegova globina. Narejen je bil, še preden so obstajali sodobni vrtalni stroji. To pomeni, da je bil vsak meter tega vodnjaka izkopan strani ljudi, ki so se zanašali le na svojo telesno moč in preprosta orodja. Številka 9. Robotska misija v El Zacatonu. V Tamaulipasu v Mehiki je velika vodna kraška vrtača imenovana El Zacaton. Na vrhu je videti kot okroglo jezero obdano z rastlinjem. Toda pod temnimi vodami pa se skriva skoraj navpična odprtina, globoka več kot 300 metrov. Leta 1994 sta to poskušala raziskati jamska potapljača Jim Bowden in Shaq Ixley. Bowden je dosegel globino 281 metrov, preden se je vrnil, vendar je Ixley med potopom umrl. Opravljal je svoj lasten potop. Natančen vzrok njegove smrti ni bil nikoli popolnoma potrjen. Jasno je, da je potapljanje na ekstremne globine zelo nevarno, saj lahko pride do težav z dihalnim plinom, pritiskom, razmišljanjem in opremo. Ker globlji deli niso več varni za človeka, je ekipa, ki jo je financirala NASA, leta 2007 uporabila avtonomnega robota, imenovanega Deep Depth X. Tega ni bilo treba nadzorovati vsako sekundo s površja. Sam je lahko izdelal zemljevid, se izognil oviram in zbiral vzorce medtem, ko je bil pod vodo. Robot je dosegel dno, ki je bilo med 315 in 320 metri pod vodno gladino. Misija je našla tudi mikroorganizme v vodi in na stenah ponora. Za NASA je takšen robot pomemben, ker ga lahko uporabijo za raziskovanje krajev, kjer ni signala in kamor človek ne more vstopiti. El Zacaton je služil tudi kot testno območje za tehnologije, ki bi jih lahko nekoč uporabili na svetovih z grozečo globoko vodo pod debelo plastjo ledu. Številka 8. Brezno skrivnost Ranis Abyss. Na Češkem republiki je sredi gozda videti povsem običajen bazen. Toda pod njim se nahaja Ranis Abyss, najgloblje neposredno izmerjena sladkovodna jama na svetu. Ni nastala zgolj zaradi deževnice, ki je pritekla s površja. Po raziskavah se je velik del tega oblikoval zaradi vroče in kisle vode izpod zemeljske površine. Voda je postopoma raztapljala apnenec, dokler jama ni postala globlja in večja. Zelo težko jo je bilo odkriti. Voda je vroča in bogata z minerali. Na nekaterih delih je tudi visoka koncentracija ogljikovega dioksida. Vidljivost pa se z večjo globino še dodatno zmanjšuje. Leta 2016 so v jamo spustili daljinsko vodeno vozilo. Doseglo je globino 404 metrov pod vodno gladino. Če prištejemo še suhi del zgoraj, je skupna izmerjena globina dosegla 473,5 metra.
vendar pa dna niso našli. Zato so leta 2022 ponovno izmerili jamo in dosegli globino 519,5 metra. To še vedno ni skupna globina jame. Možno je, da je še globlja od trenutne izmerjene globine. Ko se pot spušča globje, imajo znanstveniki več težav pri uporabi kabla, sonarja, robotov in potapljaške opreme. Štak 7. Temni prepad Deanove modre luknje na Long Islandu. Na Bahamih lahko najdete Deanovo modro luknjo. Na njenem robu je plitva in bistra turkizna voda. Toda nekaj metrov od obale nenadoma izgine belo morsko dno. Na tem mestu se začne skoraj navpična luknja, ki sega do 200 metrov globoko. Jim King, potapljač v jamah, je leta 1992 dosegel njeno dno. Zato je napačna trditev, da še nihče ni videl dna. Dinova modra luknja je znana tudi kot vadbišče in prizorišče tekmovanj za nekatere najboljše proste potapljače na svetu. Pri prostem potapljanju ima športnik na voljo le en vdih. Spustil se bo navzdol z uporabo vrvi kot vodila, nato pa se mora vrniti na površje, preden mu popolnoma zmanjka kisika v telesu. Ko se spušča globlje, se zrak do pljučih stisne zaradi pritiska. Vendar pa je najnevarnejši del običajno vzpon na površje. Ko se približuje površju, lahko potapljač nenadoma izgubi zavest zaradi pomanjkanja kisika. To se imenuje omedlevica v plitki vodi. Zato so na profesionalnih tekmovanjih prisotni varnostni potapljači, medicinska ekipa in stroga pravila. Tekmovalni prosto potapljač Nicolas Smebuli je umrl v Dinovi modri luknji leta 2013 po poskusu postavitve rekorda. To dokazuje, da tudi če je potapljač izkušen in ima varnostno ekipo, je potapljanje na izjemne globine še vedno resnično nevarno. To tudi ni najgloblje modro brezno na svetu danes, saj so v drugih državah izmerili še globlja. Kljub temu ostaja eno najbolj znanih, ker je globoka luknja zelo blizu plitvi obali. Na površini voda izgleda varna in mirna. Toda pod njo je 202 metrov teme, pritiska in omejenega časa, da se vrne živ. Številka 6. 2 km globoka jama Krubera. V Zahodnem Kavkazu, v regiji, ki jo večina sveta priznava kot del Gruzije, se nahaja jama Krubera. Imenujejo jo tudi jama Voronija. Od majhnega vhoda v gori se jama spušča skoraj 2200 metrov globoko, kot da bi pod zemljo postavili skoraj 7 Eifflovih stolpov. To ni ravna luknja. Sestavljena je iz strmih jaškov, ozkih prehodov, podzemnih rek in delov, ki so popolnoma zaliti z vodo. Zato ni mogoče raziskati celotne jame v enem samem dnevu. Ekspedicijske ekipe postavljajo tabore na različnih globinah in nameščajo dolge vrvi na navpičnih delih. Ko se spuščajo globje, postaja komunikacija in prenašanje hrane, jeklink s kisikom, potapljaške opreme in drugih zalog vse težje. Če se kdo poškoduje na najgloblji točki, lahko traja več dni, preden ga spravijo ven. Leta 2012 se je ukrajinski jamski potapljač Genadij Samokin potopil do terminalnega sifona, imenovanega Dva kapitana. Sifon je prehod popolnoma napolnjen z vodo. Ni prostora za dihanje, zato je treba uporabiti opremo za jamsko potapljanje. Samokin se je spustil 52 metrov globoko v sifon. Zaradi tega je bila zabeležena skupna globina jame približno 2197 metrov. Več let je bila Krubera priznana kot najgloblje raziskana jama na svetu. Kasneje jo je presegla bližnja jama Verjovčina. Čeprav oba jamska sistema še naprej preučujejo in merijo, najnevarnejši del Krubere ni le njena globina. Prisotne so tudi poplave, mrzla voda, podori kamenja, ozki prehodi in možnost okvare opreme, medtem ko ste zelo daleč od površja. Pod zemljo ni hitre reševalne akcije. Vsak raziskovalec se mora zanašati na svoje usposabljanje, tovariše in opremo, ki jo ima s seboj. Jama Krubera je dokaz, da obstajajo še vedno ogromni deli v notranjosti našega planeta, ki jih še nismo popolnoma razumeli. In le nekaj kilometrov od tu je še ena jama, ki je globlja in bolj nevarna, ter je naslednja na našem odštevanju. Številka 5. Najgloblje znana jama na svetu. V Arabiki, v Zahodnem Kavkazu, se nahaja jama Vrelo Verjovčina. Nahaja se v Abhaziji, ozemlju, ki se je odcepilo od Gruzije, vendar ga večina sveta še vedno priznava kot del Gruzije. Marca 2018 je skupina ruskih jamarjev izvedla 12-dnevno odpravo, da bi izmerili njen najgloblji del. Dosegli so globino 2212 metrov od vhoda. Zaradi tega je presegla prejšnji rekord jame Krubera in je bila priznana kot najgloblja jama, ki je bila neposredno raziskana na svetu. To ni ravna luknja.
Raziskovalci so morali iti skozi naslednjo navpično jašek, ozke prehode, spolzke nevarne skale, podzemno reko in dele, kjer komaj da gre človeško telo skozi. Uporabljajo fiksne vrvi, da se lahko spustijo po strmih delih. Če je vrv narobe pritrjena ali če se oprema pokvari, ni enostavne poti nazaj na površje. Postavljajo tudi začasna taborišča na različnih globinah, ker lahko celotno potovanje traja več dni. Vso hrano, svetilke, baterije, oblačila, zdravila, vrvi in komunikacijsko opremo morajo prinesti s seboj s vhoda. Bolj ko se spuščajo, bolj postajata zrak in voda hladna. Okolica je vedno mokra zaradi zelo visoke vlažnosti. Težko je posušiti oblačila in spalno vrečo, zato telo hitro izgublja toploto, če zaščitna oblačila niso ustrezna. Obstaja tudi velika nevarnost nenadnih poplav. Ko močno dežuje ali se na vrhu gore pali sneg, lahko v jamo vdre veliko vode in podzemna reka hitro naraste. Septembra 2018 je ekspedicijsko ekipo v jami Vrelo Verjovkina ujela huda poplava. Eden od raziskovalcev je umrl, ker ni pravočasno uspel priti ven. To je pokazalo, da se lahko jama spremeni v samo nekaj urah, tudi če strokovnjaki že poznajo pot. Če se kdo poškoduje na samem dnu, noben helikopter ali vozilo ne more priti noter. Pacienta je treba nositi skozi ozke prehode in ga dvigniti po več kot 2 kilometrih vrvi. Reševalni ekipi lahko to vzame več dni ali tednov. Do danes ima Verjovkina še vedno rekord kot najgloblja znana jama. Toda to ne pomeni, da je bila popolnoma raziskana. Možno je, da obstajajo še drugi ozki ali poplavljeni prehodi, ki jih človek še ni dosegel. Številka 4. Najgloblji rudnik zlata na svetu. Blizu Carletonvilla v Južni Afriki se nahaja rudnik zlata Emponen. To je najgloblji delujoči rudnik na svetu. Njegova najgloblja rudniška infrastruktura doseže skoraj 4 km globine od površja. To je globlje od višine mnogih gora. Toda namesto, da bi šli navzgor, delavci se spuščajo pod zemljo. Pot do njihovega delovnega območja ni preprosta in ravna vožnja z dvigalom. Rudarji morajo uporabljati zaporedna dvigala, podzemni vlak in druga prevozna sredstva. Potovanje lahko traja več kot 1 uro, še preden sploh začnejo z delom. Bolj ko se spuščajo, bolj narašča vročina iz kamnin, ki obdajajo predore. Naravna temperatura kamnine na najglobjem delu lahko preseže 60 stopinj Celzija. Ljudje ne morejo dolgo delati pri takšni vročini. Zato rudnik uporablja velike hladilne in prezračevalne sisteme. Pošiljajo hladen zrak in ohlajeno vodo v globino. Veliki ventilatorji pa odstranjujejo toploto, prah, dim in nevarne pline iz rovov. Če se hladilni sistem ustavi, bo prostor zaradi vročine in pomankanja svežega zraka hitro postal nevaren. Prav tako niso vse kamnine, ki vsebujejo zlato, debele. Na nekaterih mestih je zlatonosilna plast debela manj kot 1 meter. Rudarji morajo slediti tej plasti v ozkih rovih in razbiti veliko kamnin, da dobijo le malo zlata. Uporabljajo eksplozive, da razbijajo trdo kamenino. Nato zberejo rudo in jo odnesejo na površje za nadaljnjo obdelavo. Ena največjih nevarnosti pri rudarjenju je hribinski udar. Zaradi izjemno visokega pritiska se lahko pod zemljo nenadoma razpoka in izleti kamenje iz sten predora, kot da bi eksplodiralo. Zaradi rudarjenja in naravnega gibanja kamnin lahko pride tudi do manjših potresov. Zato uporabljajo jekleno mrežo, beton, sidrne vijake, seizmične senzorje in nadzorno opremo, da ugotovijo, kateri deli bi se lahko zrušili. Pod zemljo so tudi nujne reševalne komore. Tukaj se lahko delavci skrijejo v primeru požara, zrušitve ali težav z prezračevanjem, medtem ko čakajo na reševalno ekipo. V Južni Afriki so nezakoniti rudarji, imenovani zamas, resen problem. Nekateri vstopajo v zapuščene rudnike, da bi pobrali preostalo zlato. Pod zemljo lahko ostanejo več tednov ali mesecev brez zakonitega prezračevanja, varnostne opreme in medicinske pomoči. Vendar ni resnična trditev, da obstaja stalno podzemno mesto s tisoči nezakonitih rudarjev na najglobljih delovnih nivojih rudnika Poneng. Posebnost rudnika Poneng je v obsegu inženiringa, ki je potreben, da ga ohranjajo delujočega. Skoraj 4 km pod zemljo je treba nadzorovati toploto, zrak, vodo, pritisk, elektriko in premikanje kamnin. Če odpove eden od ključnih sistemov, lahko območje, kjer ljudje vsak dan delajo, hitro postane neprimerno za bivanje. Številka 3. Drugi najgloblji oceanski jarek.
V Južnem Pacifiku, blizu Tonga in severno od Nove Zelandije, se nahaja Tongaški jarek. Nastal je na meji dveh tektonskih plošč. Tukaj se Pacifiška plošča postopoma pogreza pod sosednjo ploščo. Najgloblji del tega jarka se imenuje Horizon Deep. Leta 2019 je odprava Five Deeps uporabila sodoben sonar za merjenje globine. Izkazalo se je, da dosega približno 10.820 metrov pod morsko gladino. To je drugo najglobje mesto, takoj za Challenger Deep v Marianskem jarku. Na tej globini ni več sončne svetlobe. Voda je skoraj pri ledišču, pritisk pa je več kot 1000-krat večji kot na površju. Človeško telo se ne potopi ali zmečka kar tako, saj je večinoma sestavljeno iz vode. Vendar pa bodo deli telesa, ki vsebujejo zrak, kot so pljuča in ušesa, močno prizadeti. Običajna podmornica pa se lahko takoj uniči, če ni posebej zasnovana. Leta 2019 je Viktor Veskovo dosegel morsko dno Horizon Deep z uporabo potopnega plovila Limiting Factor. Njegov spust je trajal skoraj 2 uri in pol. Ko je prispel na dno, se je sprehodil po blatnem morskem dnu in poskušal vzeti vzorce kamnin. Medtem ko je bil tam, je prišlo do težave z eno zunanjo baterijo. Toda močna titanova komora, v kateri je bil, je ostala varna in vrnil se je na površje. Ni enega zanesljivega vira ni, ki bi podprl trditev, da je bil leta 2022 v Tongaškem jarku zabeležen skrivnosten zvok, ki ga znanstveniki niso mogli prepoznati. V globokem oceanu se res uporabljajo hidrofoni za poslušanje zvokov kitov, potresov, ladij in drugih naravnih pojavov. Vendar pa domnevnega, nepojasnjenega posnetka izvira ni mogoče potrditi v raziskavi, ki jo je objavil Mbari. Ni treba izmišljati skrivnosti, da bi Tongaški jarek bil nekaj posebnega. Skoraj 11 km vode je nad njim. In le malo ljudi je neposredno videlo tisti kraj. Številka 2, najglobje mesto v njem. V zahodnem Tihem oceanu, blizu Marianskih otokov, se nahaja Marianski jarek. Najglobji del tega se imenuje Challenger Deep. Po sodobnih meritvah doseže globino približno 10.935 metrov pod morsko gladino z majhnim odstopanjem, saj je v takšnih pogojih težko natančno izmeriti globino. Če bi Mount Everest postavili na dno, bi bil njegov vrh še vedno več kot 2 km pod vodo. Na dnu je temperatura skoraj da ledena in ni niti kančka sončne svetlobe. Pritisk je več kot 1000-krat večji kot na površju. Vsak najmanjši del potopnega plovila mora prenesti težo skoraj 11 km vode nad seboj. Leta 1960 sta Jacques Piccard in Don Walsh postala prva človeka, ki sta dosegla Challenger Deep z batiskafom Trieste. Njuno spuščanje je trajalo skoraj 5 ur. Na morskem dnu sta ostala le približno 20 minut, preden sta začela povratek. Leta 2012 je filmski ustvarjalec James Cameron postal prvi človek, ki se je sam spustil tja z Deep Sea Challengerjem. Vendar je napačna trditev, da so do Challenger Deep prišle le 3 osebe. Od leta 2019 je bilo opravljenih veliko uspešnih potopov z Limiting Factorjem. Med tistimi, ki so se spustili tja, so raziskovalci, znanstveniki, astronauti in drugi potniki. Leta 2022 je oceanograf Don Wright postal 27. oseba, ki je prišla tja. Čeprav se zdi, da morsko dno nima ničesar, je tam še vedno življenje. Robotske misije so odkrile morske kumare, majhne rake, črve in mikroorganizme, ki lahko preživijo pod izjemnim pritiskom. Ti organizmi so odvisni od tako imenovanega morskega snega, majhnih delcev mrtvih rastlin, živali in organskih snovi, ki počasi padajo iz višjih delov morskega dna. V najglobljih delih oceana so našli tudi plastične odpadke in drugo smeti, ki jih je ustvaril človek. To kaže, da vpliv človeka doseže tudi kraj, ki je skoraj 11 km globok. Številka 1. Najgloblje izvrtana luknja. Na polotoku Kola v severozahodni Rusiji je majhen kovinski pokrov vgrajen v staro betonsko ploščad. Videti je kot navaden pokrov, vendar se pod njim nahaja kolska supergloboka vrtina. Najglobje navpično vrtana luknja, ki jo je ustvaril človek. Sovjetska zveza je začela z vrtanjem leta 1970. Niso iskali nafte ali zlata. Njihov cilj je bil pridobiti neposredne vzorce in bolje razumeti sestavo zemljine skorje. Leta 1989 je najglobji del dosegel 12.262 metra. To je globje kot Challenger Deep. Toda luknja je bila zelo ozka. Premer je bil le približno 23 cm. To je vse. Nihče ni šel tja dol. Do dna so prišli le svedri in znanstveni inštrumenti.
Zato tudi ni prav, da to imenujemo najgloblje mesto, ki ga je dosegel človek. To je najgloblje mesto, ki ga je dosegla tehnologija vrtanja. Bolj ko je vrtalnik prodiral v globino, težje je bilo delo. Vsakič, ko so morali zamenjati sveder, so morali odstraniti zelo dolgo vrtalno cev. Če se oprema na dnu pokvari, je lahko več mesecev dela zaman. Ena največjih presenečenj je bila temperatura. Znanstveniki so pričakovali, da bo dosegla le okoli 100 stopinj Celzija. Toda na najglobljem delu je dosegla približno 180 stopinj Celzija. Zaradi izjemne vročine in pritiska je kamen postal mehkejši in težje obvladljiv. Oprema za vrtanje se je večkrat pokvarila in zagozdila. Ni res, da so se vsi svedri dobesedno stopili. Pravi problem je bil, da niso več mogli delovati. Priložnost, da bi oprema delovala pravilno in dolgo časa v izjemni vročini in premikajočem se kamnu, je bila majhna. Projekt je odkril še nekaj pomembnega. Raziskovalci niso našli pričakovane jasne plasti bazalta pod granitom. To je pokazalo, da spremembe v seizmičnih valovih morda povzroča sprememba v stanju kamnine, ne pa samo prehod v drugo vrsto kamnine. Našli so tudi mineralizirano vodo v globokih razpokah v kamninah. Možno je, da je nastala iz mineralov, ki so sprostili vodik in dušik ter kisik pod velikim pritiskom. V vzorcih kamnin z globine več kilometrov so našli tudi mikroskopske fosile starodavnih morskih organizmov. Vendar so to fosili, neživi organizmi, ki bi prebivali pod vrtino. Prav tako se je razširila zgodba, da naj bi znanstvenik slišal krike izpod zemlje. Po legendi so spustili mikrofon in posneli zvoke ljudi, ki trpijo v peklu. To ni res. Ni enega znanstvenega zapisa ni, da bi mikrofon sploh spustili pod zemljo za takšno snemanje. Ta zvočni posnetek je le del stare potegavščine, ki se je razširila po radiju, televiziji in kasneje tudi po internetu. Globoko vrtanje se je ustavilo v zgodnjih 90-ih letih zaradi izjemne vročine, tehničnih težav in pomankanja financiranja po razpadu Sovjetske zveze. Kasneje so kraj zaprli in ga zapustili. Do danes je vrtina še vedno pokrita. Čeprav je dosegla več kot 12 km, je to le majhna praska na celotnem planetu. Pod celinsko skorjo je še vedno plašč, ki sega skoraj 3000 km globoko. Še globlje sta zunanji in notranji jedro. To pomeni, da skoraj nimamo neposrednih vzorcev iz večine notranjosti Zemlje. Jame, rudniki, jarki in vrtine na tem seznamu so izjemno globoki za človeka. Toda v primerjavi s celotnim planetom smo še vedno povsem na površju. Znanstveniki lahko izmerijo notranjost Zemlje s pomočjo seizmičnih valov, gravitacije, magnetnih polj in matematičnih modelov. Vendar tega še nismo neposredno videli. Vsak dan hodimo po površju planeta, pod katerim se skriva ogromen svet. Vroče je, premika se in skoraj nič, kar je ustvaril človek, še ni doseglo tja.